Lepo zdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9 zjutraj na Patreonu. In če to spremljate kasneje preko YouTuba in se mi želite pridružiti v živo, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. No, danes je ponedeljek, 22. juni in imamo že kar ne ravno dobro novico iz sveta ETF-ov. Bitcoin ETF skladi v Združenih državah se soočajo z največjim valom odlivov kapitala doslej. V zadnjih 30 dneh je iz teh skladov odteklo približno 6,4 milijarde dolarjev, kar predstavlja seveda nov rekord. Vlagatelji postajajo vse bolj previdni zaradi geopolitičnih napetosti, čeprav naj bi se to zdaj v zadnjem času malo pomirjalo. In potem negotovosti glede obrestnih mer. Ja, prejšnji teden smo imeli tudi novi FOMC in strahu pred morebitnim ohlajanjem ameriškega gospodarstva, torej strahu pred recesijo. Analitiki opozarjajo, da ETF skladi ostajajo eden izmed najpomembnejših virov po povpraševanju po Bitcoinu, zato bi lahko nadaljnji odlivi predstavljali dodatni pritisk na ceno največje kriptovalute. No, to si bomo ogledali tudi potem kasneje preko tehničnih analiz, kaj je najbolj možno, da bi se zgodilo, tako da če tole spremljate preko shortov ali preko TikToka, si le ogledajte tudi celotni video, če vas seveda tole zanima. Ok, naprej imamo zelo zanimivo novico, kar se tiče Ethereuma. Namreč en trading bot je bil napaden. Eden najbolj razvpitih akterjev v svetu Ethereuma, avtomatizirani trgovalni bot Jared from Subway.eth, je postal žrtev lastne taktike. Bot, ki je bil odgovoren za približno 70% vseh tako imenovanih sandwich napadov na omrežju Ethereum med letoma 2024 in 2025, je izgubil več kot 7,5 milijona dolarjev. Napadalec je ustvaril vrsto lažnih pametnih pogodb in bot zvabil v past, kjer je samodejno odobril dostop do svojih sredstev. Ironično je, da je bil Jared from Subway.eth znan prav potem, da je izkoriščal običajne uporabnike z napredno avtomatizacijo, zdaj pa je nekdo enako logiko obrnil proti njemu. Mnogi v kriptoskupnosti dogodek opisujejo kot enega najbolj simboličnih trenutkov v zgodovini boja proti MEV botom. Zelo zanimivo, seveda, če vam je tudi všeč vse do zdaj, če so vam všeč novice in tudi videi, ki jih ustvarjam, se priporočam za kakšen všeček, da tudi dodatno požene algoritem. In pa ne se pozabiti naročiti na kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. Bližamo se številki 3000. Mislim, da vas manjka samo še 14, da pridemo do 3000, tako da kar dejte se naročiti. Ok, kaj imamo mi zdaj naprej? Spet imamo Strategy. Pod drobnogledom ostaja tudi podjetje Strategy Michaela Saylorja. Nekateri analitiki opozarjajo, da je Bitcoin od uvedbe njihovega novega finančnega instrumenta STRC izgubil več kot 40% vrednosti, kar je sprožilo vprašanja o vzdržnosti njihove agresivne strategije kupovanja Bitcoina. Kljub temu večina opazovalcev meni, da podjetje za zdaj ostaja finančno stabilno. Strategy še vedno razpolaga z ogromnimi Bitcoin rezervami, dostopom do kapitalskih trgov in različnimi možnostmi financiranja. Čeprav kratkoročni pritiski ostajajo visoki, za zdaj ni znakov, da bi bilo podjetje prisiljeno v množično prodajo
svojih bitcoinov. No, tukaj tudi vidimo njihovo finančno orodje STRC je pred kratkim kar precej padlo dol. V bistvu je imelo skoraj da flash crash. Bomo videli zdaj, če se bo pobralo nazaj gor. In potem imamo tukaj še zadnjo novico. Tale sporočila glede kukijev. ZDA proti Iranu. Tokrat sem dal kot zadnjo novico, zaradi tega, ker opažam, da vas niti ne zanima več toliko. No, finančni trgi so trenutno usmerjeni tudi v pomembno diplomatsko srečanje med Združenimi državami in Iranom v Švici. Po več tednih napetosti in ostrih izjav naj bi obe strani dosegli napredek pri pogovorih in oblikovali okvir za nadaljnja pogajanja. Vlagatelji verjamejo, da bi morebitni trajnejši dogovor zmanjšal geopolitična tveganja, stabiliziral energetske trge in izboljšal razpoloženje na globalnih finančnih trgih. Prav zato številni analitiki menijo, da bi ponedeljkovo odprtje trgov, no to je danes, lahko močno zaznamovala pričakovanja glede nadaljnega razvoja ameriško-iranskih odnosov. No, bomo videli zdaj, kako bodo odgovorili trgi danes. Tako da, ja, to si bomo pogledali tudi v tehnični analizi. In če spremljate preko šortov ali TikToka, si ogledajte tudi celoten video. Ok, zdaj pa naprej na tehnično analizo. Tukaj imamo Bitcoin, 15-minutni časovni graf in pa Bitcoin, 4-urni časovni interval. Dajmo najprej pogledati 15-minutnega. Zdaj, mi smo prišli točno tudi tukaj, gor v tole likvidnostno območje na okoli 64, skoraj da 65 tisoč. Tukaj seveda je ogromno ljudi stavilo na padec in če niso pobrali svojih dobičkov, so bili zdaj kaznovani. In možnost je, sicer dotaknili smo se tega le s špicem svečke, možnost je, da mi gremo tole gor še enkrat testirati. Zaenkrat imamo nek tak mini trend navzgor, ampak v zadnjem času so se začeli tile valovi prekrivati, tako da v bistvu ja, je še vedno možnost, da mi gremo naprej dol. Kar se tiče tega indikatorja, Bitcoin več ali manj tako neutralen. Imamo seveda tukaj, na primer, kar precej stav na padec, točno na tem območju, kot lahko vidimo. Tukaj so imeli stop losse na 63.800 in potem so bili seveda tudi takoj kaznovani, ker je prišlo do nadaljevanja rasti. In potem, kje so bile še stave na padec? Tukaj, točno pred tem padcem, točno na tem vrhu, so ljudje stavili na padec. Padec se je seveda izvršil, ampak pogledajte to, potem je prišlo do odboja, masivnega odboja in seveda so bili takoj tudi kaznovani. Tako da, ja, imamo kar precej volatilno situacijo trenutno. Ja, za dol naprej, točno tukaj so tudi ljudje stavili na rast. In stop losse po mojem so imeli na okoli 63.800, to je bilo tudi pobrano na zadnje s temle padcem. Tako da, zelo zanimiva situacija. Zdaj, včerajšnji dan, večinoma nevtralno vse skupaj. Ethereum kar precej dol. V preprodanem območju bomo videli, če bo tole prišlo zdaj do odraza v tem tednu naprej. Kar se tiče 4-urnega časovnega intervala, Bitcoin
se lepo giblje naprej po tejle trend liniji, tegale dvojnega dna ne spremljamo več. Tako da zdaj, ja, vse oči bomo morali usmeriti na tole trend linijo. Če jo izgubimo, seveda bomo padali naprej dol. Dajmo mi tukaj poudariti še en bikovski scenarij. Če mi slučajno delamo tale bikovski vzorec, cup and handle, tako, ja, nekje do tukaj dol smo prišli, samo malo, da izmerim jaz še, tale ročaj, dokot smo mi prišli. Mi smo prišli, ja, do tam nekje 50%, kar bi morda sovpadalo s temle vzorcem, ampak zaenkrat je tole kar špekulacija, torej, da smo mi tukaj naredili cup and handle in da bi lahko potem šli naprej gor, ampak bistvena je zdaj tale meja, če seveda tole drži, to je ogromna špekulacija zdaj. Tale meja bi bila bistvena na okoli 67.400, če mi tole prebijemo, potem ja, bi to lahko potrdilo tudi tale vzorec in da mi gremo potem naprej gor. Imamo likvidnostno območje tukaj na okoli 68.000, točnih 68.000, ki bi ga v tem primeru lahko šli pobirati. In če tale vzorec drži, potem bi lahko mi prišli tudi do tukaj gor, do 74.000. To bo treba še počakati, da vidimo, kako se bo vse tole odrazilo. Drugače, kar se tiče stav na rast, stav na padec, Bitcoin in Ethereum sta tukaj oba padla. Očitno kar precej ljudi pričakuje nadaljevanje padanja, ampak nismo pa še tukaj v preprodanem območju. Je bilo pa sicer tukaj, prav pri tej rasti, ogromno stav na nadaljevanje rasti. In po mojem tile zdaj so bili kar kaznovani in seveda njihovi stop lossi pobrani. Kar se tiče RSI-ja, ne bi izpostavljal, po mojem, da nimamo nekih bistvenih divergenc. Tukaj imamo vrh, nižji vrh, tudi RSI je naredil vrh, nižji vrh. Tako da RSI nam trenutno ne daje nobenih takih bistvenih znakov, ampak treba bo spremljati gibanje cene, tale trend linija tukaj je zelo pomembna. Izpostavil bi edino še tale vzorec, ki je tudi možen. Sam pogledajte to. Ena rama, glava in potem možnost ta druge rame in da potem padamo naprej dol. Torej, medvedji vzorec, head and shoulders in v tem primeru, dokot bi lahko prišli pri ta drugi rami, dajmo mi tole predstaviti, tukaj na tale vrh, ja, točno do nekje tukaj, do 66.000. Tako da tudi tale meja bi bila za spremljati, na okoli 66.000. Če mi od tukaj dobimo zavrnitev in pridemo spet na tole trend linijo, potem ja, ogromna verjetnost, da smo naredili head and shoulders in seveda ogromna verjetnost tudi za nadaljevanje padanja, pa dajmo kar izmeriti, dokot bi mi lahko prišli preko tegale vzorca. Če ga mi prebijemo nekje tukaj, nismo ga še prebili, tako da zdaj trenutno špekuliramo, ja, lahko bi padli vse dol do 57.000. No, kakorkoli že, ta situacija, kar se tiče Bitcoina, bo kar precej za spremljati. Izpostavil sem ta glavne meje, ta glavne vzorce, ki jih bo treba
spremljati. Zaenkrat se mi zdi bolj verjeten tale. Ampak kaj vi mislite, kar komentirajte spodaj pod videom. Pa naj se razvije kar zanimiva debata. Ponavadi se razvijajo zelo zanimive debate in tudi zelo rad pokomentiram z vami. Dajmo si pogledati zdaj še likvidnostna območja tukaj na Bitcoinu. Naštimal sem na 2 tedna, da vidimo malo bolj oddaleč situacijo. In ja, tukaj zgoraj se je pojavilo kar precej stav napadec, kar se mi zdi zelo zanimivo in to bi lahko šli tudi zdaj v kratkem pobirati. To imamo mejo na tam nekje skoraj da 65 000. Glede na to, da smo bližji, je večja verjetnost, da gremo mi tole pobirati. Tudi do tukaj gor, 65 200. In ja, možnost je, da s tem tudi dokončamo tale medvedji vzorec Head and Shoulders. In potem imamo kar precej likvidnosti tukaj spodaj vseh tistih ljudi, ki so stavili na rast. Glavna meja 62 000 in potem kaj imamo še tukaj 60 400 tam nekje. Tako da tole situacijo bo treba kar spremljati, še predvsem tole mejo na okoli 65 000, 66 000. Pa poglejmo si zdaj še Ethereum. Kaj se zdaj tukaj dogaja z Ethereumom? Tukaj smo imeli tale iztisk, kjer smo prejšnji teden opozarjali, da bi lahko prišlo do iztiska navzdol in potem se je tole tudi izvršilo. Potem tale trend linija je bila izgubljena, tako da to moram vse sproti brisati, če ne se takoj preveč nabere. Imeli smo označeni ti dve likvidnosti, 1722, 1756. To oboje je bilo zdaj pobrano. Kaj imamo zdaj še? Tukaj je zelo lepo videti, kako so ljudje stavili na padec, ampak Ethereum je pa kljub temu lezel kar gor, kar gor, kar gor. In tukaj še vedno naprej lezemo gor, kje so zdaj ključne meje, ki bi jih lahko šli pobirati. Ja, še vedno je tukaj, tele smo se dotaknili, ampak lahko bi šli še enkrat sem notri, 1759. Drugače pa mislim, da je bilo vse pobirano, kar se tiče sproti preko tele rasti. Ta glavna meja, ta glavna likvidnost bi morala biti zdaj tukaj na okoli 1760. Kje so pa stavili na rast? Točno tukaj na tem dnu in temu vrhu in tile so bili po mojem zdaj že kar kaznovani. Pa poglejmo zdaj še 4-urni časovni interval. Tukaj se mi zdi zelo zanimivo, zaradi tega, ker Ethereum ima podobno trend linijo kot Bitcoin, ampak Ethereum, tega dvojnega dna ni več, to bomo tudi zbrisali, ampak Ethereum jo je že prebil. In sam pogledajte, kaj se zdaj tukaj dogaja. Mi poskušamo zdaj tole trend linijo pridobiti nazaj, oziroma biki jo poskušajo pridobiti nazaj, ampak zaenkrat jim ravno ne uspeva najboljše. In kaj se zdaj lahko zgodi? Ja, če dobimo mi zavrnitev, po mojem mi lahko padamo kar direktno dol do 1500. In če izgubimo mejo 1500, potem lahko pademo vse dol do 1000. Tako da, kar se tiče Ethereuma, bo treba kar precej paziti. Tukaj so se sicer začele nabirati stave na nadaljevanje padanja,
Ampak podobno situacijo smo imeli tudi prej, sam pogledajte tukaj, koliko stav na padec se je začelo nabirati in nismo se obrnili navzgor, smo padali naprej dol. In ta glavno besedo tukaj seveda ima trend, tako da treba je opazovati trend. Trend imamo navzdol, tako da ja, ta likvidnostna območja, ki jih označujemo za potem, za takrat, ko se enkrat trend obrne, so to potem likvidnostna območja, ki bi jih lahko šli pobirati. Tako da zaenkrat vse te stave na padec, ja, ok, jih označujemo, ampak jih zaenkrat tudi ignoriramo, vse dokler mi ne obrnemo trenda. Kar se tiče tega zdaj, ja, treba bo spremljati tole mejo. Če jo zdaj mi po nekem čudežu pridobimo nazaj, potem je tukaj v igri tudi nadaljevanje rasti. Ampak trenutno malo dvomim, kar se tiče tega. Seveda bolj smiselen scenarij se mi zdi zdaj tale, da gremo še malo gor, smo zavrnjeni in potem padamo naprej dol, vse do meje 1500. In če izgubimo tudi 1500, ja, seveda je tukaj v igri tudi 1000, kar bi bil kar precejšen padec. In zanimivo je tudi od meje 1500 do meje 1000 ni nobene podpore, tako da mi bi lahko direktno zgrnili tukaj dol. Zdaj kot zanimivost, kaj imamo tukaj? MicroStrategy, da vidimo, kako jim kaj gre v zadnjem času. Tukaj imamo dnevni časovni interval in en zelo masiven dvojni vrh tukaj. Prebili smo njegovo neckline mejo. Tukaj smo se zadrževali kar nekaj časa na tej podpori in malo smo se dvignili v zadnjem času, ampak nismo niti šli testirati njegove neckline meje kot odporne meje. In zdaj smo spet padali, ampak še vedno se zadržujemo tukaj v tem podpornem območju. To je zelo pomembno območje. Kaj imamo tukaj? 110, pa vse tam nekje do 176. Trenutno smo čisto pri dnu tegale območja. Če mi tole območje zdaj izgubimo, bi mi lahko padli vse dol do 55. Tukaj bi bila naslednja podpora. In zaenkrat tudi kaže na to, kar bi bilo zelo slabo, tako za MicroStrategy kot za Bitcoin. Tako da ta graf tukaj bo seveda tudi vsekakor zelo, zelo za spremljati. Poglejmo si zdaj še Nasdaq. Tukaj na Pepperstone smo ga spremljali. Nasdaq pa kar raste naprej gor. Tukaj imamo tale prejšnji all-time high na okoli 30.800. In to bo treba zdaj spremljati, če bomo mi naredili slučajno novi all-time high. Zaenkrat zelo čudno gibanje, kar se tiče Nasdaqa. Pričakovali smo, da bomo mi prišli vse dol do tele meje, tegale naraščajočega kanala, ampak ne, smo se mi kar odbili že prej. Potem zarisali smo tudi nekakšen head and shoulders, ampak tale se ni izvršil. Tukaj smo imeli tole podporno območje 28.800, tam nekje. Za moment smo ga prebili in potem smo se odbili naprej gor. Tako da bomo videli zdaj, kaj bo Nasdaq naredil. Zdaj, če bo rastel še naprej gor, rasti nažalost ne deli s kriptovalutami, deli pa s kriptovalutami padce. Nažalost. Tako da
Ja, če bomo rastli naprej gor, bodo kriptovalute še vedno nekje v takem območju neke minimalne rasti. Če bomo pa padali, bi pa to seveda lahko bila kar precejšnja katastrofa za kriptovalute. Ok, to bi bilo tudi to, kar se tiče današnje epizode. Jaz upam, da vam je bila všeč, in če vam je bila, se toplo priporočam za kakšen všeček. Seveda, da tudi dodatno požene algoritem, da priporoča tudi drugim ljudem. Poleg tega komentirajte spodaj, zelo rad podebatiram z vami, kaj si mislite o današnjih novicah, kaj si mislite o današnji tehnični analizi, tudi če se ne strinjate z njo, kar komentirajte spodaj. In pa ne se pozabiti naročiti na moj YouTube kanal, da ne boste kakšne posnetka tega live zamudili. Manjka vas samo še 14 do te lepe okrogle številke 3000. In tako, in če se mi želite pridružiti v živo, vsak dan ob 9 zjutraj na Patreonu, so pa povezave spodaj v opisu in pri 5. komentarju. In tako, zdaj pa vam jaz želim en lep ponedeljek še naprej, en lep začetek delovnega tedna in seveda se vidimo ponovno, če ne prej, jutri zjutraj ob 9. Čau, čau.